Na območju Nature 2000 Boč, Donačka gora, Haloze že desetletja potekajo prizadevanja za varstvo v Evropi pomembnih živalskih in rastlinskih vrst. Med njimi je najbolj znana velikonočnica, ena redkih predstavnic stepskih rastlin pri nas, ki uspeva le na 2 rastiščih na vzhodu Slovenije. Da bi jo ohranili, si strokovnjaki za varstvo narave, botaniki, gozdarji in drugi družno prizadevajo za prilagojeno upravljanje travnikov. Za travnike na Boču, kjer spomladi cveti velikonočnica, že vrsto let skrbi tudi planinsko društvo Poljčane. Samo varovanje, fizično varovanje smo pričeli izvajati takoj po razglasitvi zaščite tega rastišča tukaj. Danes je kar dosti več ljudi že z nekim visokim nivojem zavesti. Predvsem pa je stvar ta, da zadevo nosimo v srcu. Ta roža nam je prerasla k srcu, z njo živimo, z njo se veselimo in z njo smo tudi žalostni. Kar se tiče same biologije, je to zeljnata trajnica. Desetletja dolgo ena rastlina živi, postopno se razrašča, vsekakor pa posamezne rastline imajo vsako leto več cvetov, kakšne pa po en sam cvet. Skratka, opažamo, da se v slovenski družbi tudi nekaj premika pri odnosu do naše naravne dediščine in vse večje pripravljenosti, da se določeni najvrednejši deli naše narave tudi ustrezno zavarujejo. Vznožje Boča leži na nadmorski višini 240 metrov. Njegov vrh pa se dviga skoraj 1000 metrov visoko, zato so zanj značilni višinski pasovi vegetacije. Na vršnem delu Boča raste predvsem gorski bukov gozd. Navadnega kosmatinca, ki je bližnji sorodnik velikonočnice, najdemo v Sloveniji le na redkih mestih. Ena od njih je pod Donačko goro. Na Boču so bili že v zgodnjih 80-ih letih razglašeni gozdni rezervati. Danes imamo 5 gozdnih rezervatov. Upravljanje v teh gozdovih je drugačno, je prilagojeno, je manj intenzivno in zaradi tega tukaj tudi najdemo zelo raznolike vrste hroščev, ki so prav vezani na to odmrlo lesno biomaso. Ti hrošči so rogač, alpski kozliček, bukov kozliček in pa brazdar. V jamah na območju Boča prezimujejo veliki in mali podkovnjaki ter še nekatere druge vrste gladkonosih netopirjev. Boč je bil zaradi svoje biotske pestrosti že leta 1976 uvrščen v inventar najpomembnejše naravne dediščine v Sloveniji. Širše območje, od Boča preko Donačke gore do Haloz, je eno največjih območij Natura 2000 v Sloveniji. Imamo 15 kvalifikacijskih vrst in pa 7 habitatnih tipov, ki so določeni za to območje. Naš cilj je, da te vrste in te habitatne tipe ohranimo v ugodnem stanju. Nekatere vrste, kot so jesenovja, rastejo na gručnatih tleh, kjer je bolj vlažno. Na pobočjih, kjer je hladneje, so bukvi primešana mogočna drevesa gorskih javorov. Na določenih območjih,
kjer rastiščne razmere bukvi ne ustrezajo, se pojavljajo še druge drevesne vrste. To so predvsem veliki jesen, lipa, gorski brest, ostrolistni javor. To so vrste, ki jih uvrščamo med plemenite listovce in uspevajo v posebnih ekoloških razmerah. Mreža površinskih vodotokov, ki ponikajo, je zelo pomembna. Stališča varstva, na primer varstva navadnega koščaka, imajo te ponikalnice posebno vlogo. Boč pa niso le gozdovi. Na uravnavah, kjer so kmetje izkrčili gozd, so danes suhi travniki. Ti travniki so bogati z različnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Največja površina takih travnikov je na Bočki ravni in na Formilah. Travišča na karbonatni podlagi spadajo med floristično najbolj bogata. Tu na 1 kvadratnem metru uspeva do 80 vrst rastlin. Na Boču najdemo tudi graške pojave, vrtače in požiralnike, kar je za ta del Slovenije velika redkost. Območje Boča ima tudi druge naravovarstvene statuse, pravzaprav vse, ki so po zakonu o varstvu narave mogoči. In sicer je ekološko pomembno območje, je Natura 2000 območje in je tudi zavarovano območje. Na teh travnikih so prisotne tako vrste, ki so značilne sicer za bolj toplejša območja, hkrati imamo pa tudi vrsto, to je glavna zvezda Boča, velikonočnica. Velikonočnice je vse manj. Smo veseli, da jo imamo, ampak je kar nenavadno, ker so v resnici naše razmere precej neugodne. Je izjemna rastlina, raste samo na 2 lokacijah. Vsekakor se bomo pa na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave zelo potrudili, da jo ohranimo v čim bolj ugodnem stanju.